se, da mora vsaka ženska, ki da kaj nase oziroma na svoj videz, doma že imeti kakšno tako masko. Mladosten, svež videz postaja že pravi statusni simbol in podjetja, ki prodajajo tovrstne izdelke, nas prepričujejo, da bomo z njimi dosegli prav to. Spletne vplivnice nas prepričujejo, da stvar deluje. Znanost za temi stvarmi je bistveno bolj zapletena. Tehnologija, ki dokazano učinkuje, pa je neprimerljivo dražja. Kaj se torej skriva za LED maskami? Da si želimo lepega, svežega, mladostnega videza, je povsem normalno. Po nasvet zase sem se odpravila v Center lepote in estetike LAM Plus. Dober dan. Dober dan, dobrodošli. Zanimalo me je, kaj bi koristilo moji koži pri 46 letih. Bomo naredili posvet. Lahko izboljšava teksturo kože, pa sijaj. Kožo imate lepo. Je pa se vidi, da morava dati malo te odmrle celice, bova danes odstranili. Za takšne tretmaje se ženske še vedno zelo veliko odločajo, zlasti pred kakšnimi pomembnejšimi dogodki, pojasnjuje diplomirana kozmetičarka Maja Cvetkovič. Se da tudi zelo na hitro malo porihtati. Tako je, da damo to svežino koži, se da. Zdaj bova naredila mehanski peeling. Kemični peeling, da bova zmanjšale pore. Tovrstni tretmaji, nega, nimajo trajnih učinkov. Če boste prišla enkrat na leto samo k meni na nego, ne boste videla izboljšanja. Priporoča po potrebi, optimalno pa je enkrat mesečno. Vas nič več ne peče, ne? Ne. Koža je po takšni negi, rečejo ji tudi nega za rdečo preprogo, videti lepša nekaj dni. Evo, takole. Po tretmaju kožo umirijo prav z LED svetlobo, ki hkrati pospeši vpijanje aktivnih snovi iz maske v kožo. Nanašam lučko nad vami. Evo, lučka je nad vami. To je infrardeča lučka. Da se koža pomiri, pri kakšnih aknah damo modro lučko, ki deluje antibakterijsko. Tako da se vidi lep učinek, ki zelo lepo pomiri kožo. Obrazne LED maske pa so druga zgodba. Te domače lučke imajo seveda nižjo jakost, pa nižjo moč, tako da je v bistvu modna muha, no. Za potrebe tega prispevka smo na eni od globalnih spletnih trgovin naročili 3 izdelke, ki naj bi nas pomlajevali s pomočjo LED svetlobe. Tale je stal približno 6 evrov, tale 10, tale komplet pa slabih 50 evrov. Vsi so prišli brez posebnih specifikacij, zgolj z enostavnimi navodili za uporabo. Ključno vprašanje pa je, ali delujejo. Raziskovalka nege in lepote Tika Hribar zase uporablja LED panele, saj se ji maske zdijo nepraktične in preveč omejene na obraz. Ne gre za hitro vidne učinke, pomembna je redna in pravilna uporaba, pravi. Cene grejo tudi do 1500 evrov, ampak se morate zavedati, da če ne boste uporabljali 5-krat na teden, ste denar vrgli skozi okno. Učinki so subtilni. Jaz sem recimo opazila zmanjšanje rdečice na koži, pa nasplošno, če bi poenostavila, bi rekla bolj vesela koža. Gube so še vedno, kjer so bile. O rezultatih govorimo po mesecu pa pol. Fotobiomodulacija je terapija z uporabo nizkoenergijske svetlobe, ki spodbuja biološke procese v celicah. Svetloba z določeno valovno dolžino, običajno med 600 in 1000 nanometri, prodre v tkivo in deluje na mitohondrije v celicah. Enostavno povedano, je terapija s svetlobo, ki pomaga telesu, da se hitreje zdravi in zmanjša bolečino. LED terapija pa pomeni, da je vir svetlobe LED dioda in ne laser. Aha. Ne vem, če si upam dati čez bliz. Ključno je, da ima tudi naprava za domačo uporabo ustrezne parametre. Te naprave lahko delujejo, ampak ne kupujmo mačka v žaklju. Preverimo parametre, da se čim bolj približajo tem terapevtskim.
In seveda, da kupujemo od preverjenih proizvajalcev. Najpomembnejša je valovna dolžina. Najbolj raziskani terapevtski razponi so z rdečo svetlobo, in sicer med 630 in 670 nanometri, ter za bližnjo infrardečo svetlobo med 800 in 880 nanometri. Ključni terapevtski parameter je energijska doza. Za površinske težave med 2 in 6 džulov na kvadratni centimeter, za mišice in sklepe pa med 6 in 12. Optimalno območje moči je med 20 in 100 mW na kvadratni centimeter. Če je prenizka, ni učinka, če je previsoka, lahko zavre biološki odziv. Potem pa so pomembni parametri še čas, razdalja od kože in kontinuiteta. Pri maskah, ki smo jih naročili mi, sploh ni nobenih podatkov. O parametrih ni nič na škatli, tudi ne, tole ne izgleda. Mislim, mene bi bilo to že strah v bistvu. Ja, strah je lahko tudi upravičen. Smrdi. O, fuj. Če se te naprave pregrevajo, dajo toploto, lahko pride do opeklin in drugih poškodb kože. Če že piše opozorilo, da prenehajmo uporabljati, če bomo zaznali nenormalno segrevanje. Ni to varna naprava, no. Fotobiomodulacija se v dermatologiji uporablja že vrsto let. Različne valovne dolžine svetlobe v medicini učinkovito uporabljajo za različne problematike, pojasnjuje specialistka dermatologije dr. Nina Jugovar. Recimo modra svetloba se lahko uporablja pri zdravljenju, nekem dopolnilnem zdravljenju aken, ker zmanjša v bistvu vnetje na koži, deluje pač bolj v zgornjih plasteh in pa zmanjša tudi v bistvu količino bakterij. Pogosto uporabljajo tudi rdečo svetlobo, ki prodre globje v kožo. Uporablja se recimo pri celjenju kakšnih ran ali pa po kakšnih posegih, tudi recimo kakšnih estetskih posegih in tudi v bistvu za neko pomlajevanje, ker v bistvu deluje tudi stimulativno na kolagen in elastin. Ultraviolično svetlobo pa v določenih spektrih uporabljajo za zdravljenje težav, kot so luskavica, atopijski dermatitis in vitiligo. UV-sevanje pravzaprav poškoduje kožo, zato je tudi v medicini potrebna velika previdnost. Kumulativna doza mora biti samo do določene mere, sicer se lahko pojavijo težave tudi kot recimo kožni rakelj. To je bil en poseg z našim zelo zmogljivim laserjem, eno tako blago pomlajevanje. In takšne postopke s takšnimi napravami lahko izvajajo izključno za to usposobljeni zdravniki in zdravnice, poudarja dr. Irena Hreljac, vodja kliničnih študij v podjetju Fotona. Niti ni zadosti, da ste zdravnik. Vi morate opraviti izobraževanje o uporabi teh laserjev. Z laserjem se spodbudi regeneracija, delitev celic in ustvarjanje novega kolagena. Lahko se izbrišejo posledice izpostavljenosti soncu ali pa nezdravega življenja, kakšne razširjene pore, sončne pege, rdečica. Dramatične pomladitve ne moremo pričakovati. Tisto, kar se da, je tudi odvisno, koliko je pacient pripravljen trpeti, po domače povedano. Ključno je, da vemo, kaj lahko pričakujemo. Pacienti se vedno želijo posega, ki nič ne boli, ki je zelo učinkovit in ki vas zbriše 30 let življenja. Zdaj, do tega ne bomo prišli. Če en laser koristni, lahko drugi škodljiv, skratka imamo velik razpon valovnih dolžin, moči, dolžin sunka, potem recimo ponavljanja. To je koncept, kot bi rekel, da je to vozilo na kolesa, ker pa lahko seveda zdaj marsikaj, od kotalk do lokomotive. Profesor dr. Boris Majeron se je na inštitutu Jožef Štefan dolga leta ukvarjal z optimizacijo laserskih terapij v sodelovanju s proizvajalcem Fotona in raziskovalci z UKC Ljubljana. Zdaj pa predvsem z uporabo svetlobnih tehnologij za neinvazivno diagnostiko v medicini. Skušamo pokazati razliko
kako se vidi na oko, kako se razlikuje mlada koža od stare kože. Skratka, skušamo nekako malo bolj to fiziko povezati z nekim, bi rekel, intuitivnim vtisom. In to je le majhen delček znanstvenega raziskovanja, ki je potrebno za kakršnokoli objektivno analiziranje vpliva svetlobe na kožo. Zato seveda zgolj na pogled o neki ceneni LED maski tudi največji strokovnjaki ne morejo povedati veliko. Vidimo, da je množica nekih svetlečih diod. Zdaj, če bi hotela resneje se pogovarjati o možnih učinkih, bi najprej bilo treba pomeriti spektralne poteke, skratka spektra posameznih teh diod, potem moči in potem narediti pač temeljito analizo literature. To so lučke, kot skupite za novoletno jelko. Tehnologija ne pove zdaj, ali bo to koristno ali ne. Važna je zdaj fizika, ne? Tudi če je bilo delovanje dokazano v nekih laboratorijskih razmerah na neki populaciji, to ne pomeni, da bo neka naprava tako delovala na vseh, ker imamo ljudje različne strukture kože, različno strukturo ožilja, starost. Profesor Majeron pričakuje, da so moči zmanjšali, da ne bi komu škodilo. To pomeni, da za marsikoga verjetno ne bo učinkovito. Cilj ne sme biti brisanje let, starosti, pač pa vzdrževanje zdrave kože. Velikokrat se zgodi, da pač pridejo ženske, 50 plus in bi želele v bistvu si odvzeti vsaj 10-15 let. Seveda pač to z enim samim postopkom ni možno, pa velikokrat tudi brez pomoči kirurškega noža pač ne gre. Če se podamo v invazivne estetske postopke pri ljudeh brez medicinske izobrazbe ali pa upoštevamo nasvete TikTok vplivnežev, lahko močno ogrozimo naše zdravje. Če nam na primer v nekem salonu odstranijo kakšno spremembo na koži in ne opravijo histološkega pregleda, pa gre za rakasto spremembo, se lahko rak razširi po drugih organih, ne da bi vedeli. Tudi to se je že dogajalo pri nas. Dermatolog vedno najprej pogleda, za kakšno spremembo gre in šele potem določi, kakšna možnost odstranitve je tle pač dejansko na voljo. Tudi posegi z laserji so lahko zelo nevarni. Že odstranjevanje dlak se lahko konča z opeklinami po celem telesu. Močnega lasera nikoli ne boste mogli imeti za domačo uporabo, ker je enostavno preveč nevaren. Če z njimi rokujejo neusposobljeni ljudje, lahko to povzroči trajne posledice, kot so na primer brazgotine, ki so rezultat opeklin. So pa laserji v rokah strokovnjakov zelo učinkoviti. Boste pa izgledali sveže in neka najboljša verzija sebe, vsekakor ne 30 let mlajša. Od poceni LED mask za doma pa takšnih učinkov ne moremo pričakovati, kar pa ne pomeni, da certificirane maske preverjenih proizvajalcev sploh ne delujejo. Če imajo vse certifikate, če so deklarirane, če delajo to, kar je deklarirano, imajo svoje mesto. Ljudje vedno smo ter vedno bomo kupovali izdelke, ki nam obljubljajo mladost in lepoto. Se je pa v zadnjih 10 letih pomembno spremenilo, komu potrošniki zaupamo, pravi strokovnjak za oglaševanje Matjaž Germ. Danes recimo bistveno manj zaupamo zares zdravnikom, iz vidika, ali bomo neke stvari uporabljali, ki so povezane tudi z našim zdravjem in lepoto, pa bolj zaupamo nekim TikTok vplivnežem. Vplivneži so seveda zavezani k temu, da določene stvari upoštevajo, pa je način oziroma zaupanje, ki ga oni lahko vzpostavijo s končnimi uporabniki, še vedno toliko sveže in močno, da je to izredno efektivna oblika oglaševanja. Tudi povsem racionalni ljudje lahko nasedemo, kupimo izdelek, za katerega v bistvu vemo, da ne more delovati tako kot oglaševano. Ker je naša potreba to, da imamo občutek, da smo nekaj naredili zase. Ko kupiš tekaško majico, ali pa neke drage tekaške copate, si že s tem zares dobil nek občutek, da nekaj si začel aktivno delati za svoje telo. Enako velja, če imamo v kupalnici neko LED masko. Ni nujno, da ta izdelek prinese tako neko vidno delovanje. Oglaševanje ni prodajanje produktov, ampak je prodajanje sanj, občutkov, ki jih ob teh produktih zares imamo in dobimo. Svetlobna tehnologija bi sicer lahko že kmalu prinesla velike napredke v medicini. Prav ekipa profesorja Majerona že nekaj let razvija nov princip tridimenzionalnega slikanja struktur v koži. Skratka, tomografija, ampak na čist novi osnovi, brez magnetnih polj, brez rentgenskega sevanja, samo z uporabo laserskega izvora, ki je certificiran za medicinsko uporabo, in pa infrardeče kamere. V zadnjih 2-3 letih so dosegli pomembne preboje. Najbolj nas motivira primer takih kožnih lezij, za katere pa se je izkazalo, da laserska terapija deluje.
ampak zelo različno na različnih ljudeh. S tehniko fototermalne tomografije, ki jo razvijajo, bi radi omogočili, da bodo laserske terapije bolj specifične in zato tudi učinkovitejše za posameznika, ki jih potrebuje. Na primer, pri diagnostiki melanoma, ker je eden od markerov tudi zdaj oblika in globina. S svojim raziskovanjem želijo pomagati ljudem, ni pa njihov namen služiti človeški nečimrnosti. Krmišče, da se učke navadijo na svetlobo. Občutek na koži je bil odličen in nekaj dni je bila moja koža res bolj prožna, bolj sijoča, a če bi želela kaj več, bi morala z redno profesionalno nego začeti veliko prej oziroma izbrati bolj invazivne tretmaje. Kot so microneedling, mezočet, da v bistvu pospešimo ta kolagen pa elastin, da se hitreje obnavljajo. In Slovenke se tega precej poslužujejo. Uradnih podatkov sicer ni, niso pa redki primeri, ko ženske za razne lepotne tretmaje vsak mesec porabijo več 100 evrov. Postaja na nek način statusni simbol in gre ob bok tem znanim slovenskim avtomobili, dopusti. Obrazne LED maske in drugi tovrstni izdelki pogosto obljubljajo veliko več, kot bi lahko dosegli tudi z najboljšimi profesionalnimi napravami. Globinsko čiščenje na osnovi česa, masaže, definiranje por, LED svetloba oziroma fotobiomodulacija ne počne tega. Mislim, da so vse te obljube Zavajanje. Zavajanje, tako ja. Obrnili smo se na dve podjetji, EgoGlow in eBull, ki prodajata tovrstne maske, nekatere tudi po več kot 200 evrov, da bi nam predstavili njihovo delovanje. Pa tega niso želeli. Na podjetje EgoGlow smo naslovili tudi pisna vprašanja o tem, da naj bi bile nekatere ocene uporabnikov na njihovi spletni strani lažne oziroma jih niso napisali kupci. Pa odgovorov nismo dobili. Ne bi bila do koga krivična, ampak lahko je razlog, da ne poznajo dovolj te tehnologije oziroma pač preprodajajo in so preprodajalci, ne eksperti. V principu pa LED svetlobna terapija ob pravih parametrih in pravi jakosti deluje blagodejno. Definitivno je to pač lahko kot neka dopolnilna stvar, ki jo izvajamo dodatno. Ker so s tem povezani rituali, umirjanje pred spanjem, sproščanje, smo že zaradi tega lahko zjutraj videti bolje. Ne bomo se pomladili za 10 let. Ne, absolutno. Če ne vemo, kaj je, potem lahko gledamo v novoletno jelko. Absolutno. Res, da tehnologija napreduje zelo hitro, vendar pa se moramo zavedati, da naprave, ki jih tržijo kot anti-aging oziroma proti staranju, lahko delujejo ob res le redni uporabi in po zelo specifičnih navodilih. In še to v najboljšem primeru le za upočasnjevanje staranja kože. Nič od tega ne izbriše gub. Za kaj takega so potrebni veliko bolj invazivni posegi.